Gospod Božič, tradicionalne prodaje ni več, konkurenca je vse večja, kriza se poglablja, prodaja izdelkov pa pada. Kako ste bili v vaši družbi pripravljeni na spremembe, na nove izzive? Ja, mi smo 3 leta nazaj štartali s tem, najprej smo domačo nalogo naredili, da smo pač ugotovili, kje smo dobri, kaj so kupci pripravljeni plačati. In potem smo seveda ugotovili, da najprej moramo urediti procese interne, da bomo proizvode delali z večjo produktivnostjo, z manj stroški, da bo boljša kakovost. Ogromno znanja v hiši je bilo. Potem smo seveda s tem dobrim servisom poskušali prepričati z obstoječimi proizvodi obstoječe kupce. Na koncu smo potem poskušali za te obstoječe proizvode več zaračunavati, ker se jasno, da v vseh podjetjih v krizi je zelo običajno, da se cel kup servisov ali pa storitev daje brezplačno, samo zato, da se krčevito ohranja prodaja in na koncu seveda prideš v izgubo. Tako da smo začeli nazaj si pridobivati pač en del prodaje z storitvami, se pravi zaračunavati razvoj, ponujati svoje lastne oblike, to je bil pač naslednji korak, ne. In ko imaš urejeno vso to strukturo, ko proizvodnja teče, dosti umirjeno, ko so rutine, ko je produktivnost in kvaliteta urejena, potem seveda se pa lahko greš še bolj odštekane oblike, seveda zahtevnejše dizajne in potem seveda dobiš tudi boljše kupce še za boljše cene. To je pač, bi rekel, nek vmesni korak, ne. In seveda, glede na to, da je pa danes konkurenca ogromna, da smo mi v naši branži relativno majhno podjetje, da imamo 50 milijonov prometa, mimogrede v teh kriznih časih smo ga za skoraj 30% povečali od leta 2010, ne, da pa hkrati seveda trg ni zrastel, da seveda moraš od drugih vzeti. In ker ne moramo biti cenejši od drugih, smo se morali začeti spraševati, kako bomo pa potem lahko vsaj en del prodajali še po boljših cenah, da bomo še kaj zaslužili. Tako da imamo te stare obstoječe kupce in proizvode kot tisto hrbtenico in naš cilj je vsaj 30% pa prodajati direktnejše, se pravi steklenice tudi destilarnam, potem svoje lastno blagovno znamko steklenic, zelo zahtevne dizajne za namizno steklo, recimo v diviziji stekla za luči smo dvignili povprečno ceno za 14%, tudi z novimi proizvodi, ki jih do včeraj nismo delali. Mi smo se lotili celo žar za pepel, za živali, za ljubljenčke, pa tudi za ljudi. Skratka, iščemo nove proizvode, nova geografska tržišča, hkrati pa seveda iščemo tudi nove tržne poti, ker seveda pri obstoječih nekih trgovca zanima pač koliko na dolžino metra police bo prodal, kako hitro se bo obračal in seveda za čim nižjo nabavno ceno. Seveda tukaj mi počasi kot malo podjetje padamo ven, zato moramo iskati prostor do teh polic, pa če se da specialnih polic na drug način. Pomeni, da mora biti nek odštekan proizvod, ki je takšen, da ga lahko sam pri nas kupiš, tako kot je ta naš Spik, ki ga delamo za fundacijo kot tudi družbeno odgovorno podjetje, se pravi, takega proizvoda ne moreš nikjer drugje kupiti. In to tudi se ne trži pri tradicionalnih trgovcih. To se pač trži kot dogodek, kot nekaj, kar moram imeti, kar je način življenja, ker to pač se zabavam zraven. Skratka, to ni več kozarec, ampak je že artikel za zabavo in za druženje. Pomeni, da mi poskušamo na drug način potem priti do našega kupca. Ali je bila potrebna tudi reorganizacija v vašem podjetju, se pravi, ste morali mogoče na novo zaposlovati ali odpuščati, ali pa mogoče na nek način spreobrniti miselnost vaših zaposlenih? Na kakšen način ste to dosegli? Mi smo se zelo veliko ukvarjali tudi s prodajalci, ker namreč ne samo zavesten prodajalec, kaj odgovori na vprašanje, ko mu kupec reče, a je lahko cenejše? Pristane. Mi smo se ukvarjali s samozavestjo prodajalcev, samozavest gradiš na osebni ravni, gradiš pa tudi z dejstvi. Mi imamo najboljše steklo, mi smo najkrajši po dobavnih rokih, mi imamo to pa moramo tako naprej. To treba znati prodati, se pravi, dvigali smo tudi samozavest sodelavcev, seveda hkrati pa samo s spremembami prodaje se to ne da. Timsko delo znotraj cele organizacije, ker v taki procesni industriji, kot je steklarstvo, je ključno. Prodajalec ni samo tisti, ki vzame artikle pa ga proda nekomu naprej. Ta prodajalec mora dobiti informacijo z trga, kaj se išče, katera barva bo v sezoni zanimiva, kateri dizajni in potem gre v proizvodno, v razvoj tehnični in skupaj definirajo in na koncu je to rezultat timskega dela. Se pa pri nas prodajalec je drugačnega kova človek, kot je nekdo, ki samo preprodaja blago. Ste se mogoče tudi zavedali, da je treba ne samo vlagati v razvoj, ampak tudi v dodatno izobraževanje zaposlenih za to? Absolutno. Mi smo ravno končali z kompetenčnim centrom,
tako da smo imeli 12 podjetij skupaj, mi smo bili pa nosilci, to je pač delno financira seveda tudi država. Tako da smo imeli lani, mislim, da 51.000 ur od 700 zaposlenih je bilo na treningih, 457 sodelavcev od 700 je bilo na kakršnih koli izobraževanjih, to od, bi rekel, čist funkcionalnih znanj do kako komunicirati in kako biti na koncu življenja bolj zadovoljen. Mi smo poslali 180 ljudi direktno iz proizvodnje, iz težkih delovnih pogojev smo jih poslali v hotel v hribe, kjer smo jih učili zdrave prehrane, komuniciranje s šefom ali pa kakšen standard komuniciranja oni lahko zahtevajo in na koncu kako, rekel, tudi kadar vidijo kaj slabega v podjetju, biti kritičen z predlogom rešitve, zato da smo prišli do kritične mase, da so te spremembe se prijele v tovarni. Zanima me še to, kako lahko vodstveni oziroma top management pozitivno vpliva na spremembe v podjetju in hkrati tudi na zaposlene. Ne, da lahko, ključen je. Če ni vzgleda, če vrhovno vodstvo ne dela tistega, kar govori, če ne zahteva od sebe več kot od ostalih, če v tej zgodbi, ko se pride do uspehov, če niso vsi udeleženi, potem seveda ne potegne za sabo vseh ostalih, potem tudi ni uspeha.